dostikrat tudi mi tako v pogovoru za hec rečemo, ne vem, zdaj pa je situacija takšna, bi se najrajši ubila, pa mogoče sploh ne mislimo tega tako, ne. Ko govorimo o samomoru, pogosto začnemo s številkami, a številke nimajo glasu. Ljudje ga imajo. Imajo tudi svoje zgodbe, ki nosijo njegovo ime. Za vsakim primerom je torej zgodba in za vsako zgodbo so ljudje, ki jo ostanejo. O tej temi se še vedno težko pogovarjamo, morda zato, ker se bojimo, da bomo rekli kaj narobe, da ne bo pravilno sprejeto. Morda tudi zato, ker ne vemo, kako sploh začeti. In danes želimo začeti prav tam, pri pogovoru. Z nami je danes Tina Goznik, magistra psihologije, ki prihaja iz Slovenskega centra za raziskovanje samomora na UPIAM iz Maribora. Govorili bova o tem, zakaj je samomorilno vedenje kompleksno, kako ga prepoznati, kako prepoznati stisko človeka in predvsem, kako lahko vsak izmed nas prispeva k preprečevanju. Tina, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljeni. Danes se nahajava v bolj naravnem ambientu, bi rekla, mestni park v Lenartu. Lokacijo smo izbrali z namenom, ker naj bi bili tudi spomladi ta samomorilna nagnjenja večja in smo rekli, izberimo to lokacijo, kjer je življenje. Bi pa začela mogoče prej na začetku, ker gre za tako težko temo, Tina. Kako to, da si se odločila raziskovati to področje? Bi rekla, da me je raziskovanje že od nekdaj zanimalo. Bilo mi je zanimivo tudi se pogovarjati o duševnem zdravju. Potem pa smo imeli že med faksom predavanja, kjer smo se pogovarjali tudi o samomorilnem vedenju. Ta tematika je mogoče tudi na Štajerskem, pa tudi na celotni Sloveniji kar precej prisotna. Tako da potem, ko se je ponudila priložnost, da bi se lahko zaposlila na Slovenskem centru za raziskovanje samomora, se mi je to zdela ena taka dobra priložnost za raziskovanje, mogoče tudi poglobiti razumevanje, zakaj prihaja do samomora in kako jih je mogoče tudi preprečevati. Še vedno gre za tako področje, pa me zanima, verjetno vas ni bilo dosti na faksu, ki vas je to področje toliko bolj zanimalo, ali pač? Nekatere je vseeno to področje zanimalo, se mi zdi, da mogoče nekateri imajo tudi osebne izkušnje ali pa mogoče poznajo koga, ki je umrl zaradi samomora. Hkrati pa se mi je zdelo tudi zanimivo raziskati to področje še nekoliko bolj detaljno. Nas je pa na centru trenutno zaposlenih 13 psihologin, ki se ukvarjamo z raziskovanjem samomorilnega vedenja. Kaj vi počnete? Kakšno je vaše delo? Kako poteka? Pa kaj je poslanstvo tega centra? Mi se na centru ukvarjamo z raziskovanjem, hkrati pa delujemo tudi v različnih projektih. Recimo že 15 let vstopamo tudi v šolski prostor z projektom A se štekaš, kjer izvajamo preventivne delavnice, ki so namenjene mladostnikom, učencem zladnje triade in potem tudi srednješolcem. Izvajamo delavnice na temo duševnega zdravja, preprečevanja samomorilnega vedenja in sedaj za to edicijo projekta širimo delavnice tudi na področje fakultet, da jih bomo namenili tudi študentom, prav tako pa se ukvarjamo tudi z izobraževanjem, mi bi temu rekli vratarjev sistema, to so osebe, ki imajo zaradi svoje pozicije, zaradi svojega dela mogoče boljši dostop do ranljivih populacij. Recimo veliko delamo z šolskim sistemom, z nevladnimi organizacijami, z zdravstvom, tudi z socialnim varstvom. Tako smo recimo v preteklem letu in pol
držav, izobrazili več kot 150 oziroma izobrazili smo več kot 500 strokovnjakov, torej iz tega področja, ki se ukvarjajo z mladostniki in ki lahko mogoče zaradi tega, ker so pogosteje v stiku z mladostniki, tudi prepoznajo stiske in jih potem tudi hitreje naslovijo. Potem se ukvarjamo tudi z programi, ki naslavljajo duševno zdravje, ki krepijo duševno zdravje. Recimo zdaj spomladi bomo začeli z programi čuječnosti, to so večtedenski programi in so namenjeni torej študentom. Prav tako pa prihajamo tudi v šolski prostor, ko se torej zgodi samomor mladostnika. Tako da bi rekla, da je naše delo kar precej raznoliko, torej od raziskovanja do potem preventive, pa potem tudi postvencijskih aktivnosti, če se samomor zgodi. Tina, zanima me, ne vem, če imam prave podatke, statistika od NIJZ je kazala, da je zelo, bom rekla, napram celotnim generacijam, je povišano ta samomorilno vedenje pri starejši populaciji. Zdaj, bolj si mi omenjala te mlajše generacije, delate ogromno potem na mladostnikih, na študentih. Kako to te starejše populacije? To mi je bilo res zanimivo, ker bi rekla, ljudje so že toliko doživeli, toliko dali skozi težkih tudi zgodb, ne? Zakaj potem pri njih do tega pride, kaj se potem pri njih to zgodi, ne? Ja, statistike, tako kot ste rekli, kažejo na to, da je torej največ samomorov oziroma količnik samomora, to je število samomorov na 100.000 prebivalcev, višji torej med starejšimi posamezniki, predvsem med moškimi, torej ki so mogoče tudi samski, ovdoveli. Mi pa se na našem centru ukvarjamo kar precej tudi z mladostniki, ker tudi oni so ranljiva populacija. Mogoče, če pogledamo statistiko, samomor med mladostniki spada med prve 3 vzroke umrljivosti, recimo pri starejših, pri odraslih pa samomor ni med prvimi 10 vzroki umrljivosti. Potem recimo tudi v obdobju mladostništva se razvijajo torej vedenja, ki se potem prenašajo tudi v odraslost in je zato pomembno, da ta vedenja naslavljamo že v obdobju mladostništva. Prav tako pa je recimo v obdobju mladostništva tudi veliko več kot recimo smrti zaradi samomora poskusov. Zaradi samomora prav tako se začnejo pojavljati samomorilne misli, zato je pomembno, da se s to tematiko ukvarjamo že prej, pa mogoče je tudi lažje naslavljati samomorilno vedenje mladostnikov, ker so mladostniki vseeno vpeti v sistem, torej šolski sistem, tudi družinski sistem in je potem mogoče nekoliko lažje naslavljati tematiko samomora, mogoče tudi lažje preprečevati, kot pa mogoče potem pri starejših, ki živijo sami oziroma ki so tudi še dodatno osamljeni. Drži. Potem tudi, če pogledamo, nisem, bi rekla, najdla nekega vzroka, zakaj je temu tako, ne? Zelo, če pogledava, dobro, sem na začetku povedala, da statistika je eno, ne, zgodbe so vseeno drugo, ampak Pomurska regija kar malo izstopa, ne sledi Gorenjska. Morda veste, kaj je temu vzrok? Zakaj toliko bolj? Ja, torej lahko bi našli številne razloge, torej zakaj je takšen količnik oziroma razlika v količniku med različnimi regijami. V Sloveniji, mogoče za primerjavo, takšne razlike, ko so v Sloveniji, se običajno pojavijo torej med posameznimi državami, mi pa takšne razlike zaznavamo tudi znotraj Slovenije. Zdaj mogoče je nekoliko višji količnik torej na vzhodnih delih Slovenije, potem, kot ste rekli, na Gorenjskem. Zdaj, zakaj je temu tako? Torej, razlogi so lahko različni. Mogoče eden izmed razlogov je tudi alkoholizem. Predvsem recimo vzhodni deli države, Štajerske, imajo nekaj več težave torej z količino zaužitega alkohola in alkohol spada med enega izmed dejavnikov tveganja.
Recimo, velikokrat tudi slišimo v našem okolju, da ljudje pač rečejo, bomo še nekaj spili za boljšo voljo, in alkohol torej lahko predstavlja težavo samo po sebi. Se recimo, če se posameznik znajde v stiski, lahko na nek način alkohol pač zmanjša inhibicijo, mogoče nam da več poguma, da potem tudi poskušamo umreti zaradi samomora. Tako da mogoče alkohol je eden izmed razlogov, pa potem mogoče tudi sama dostopnost do pomoči, mogoče kakšna geografska oddaljenost lahko igra tudi pomembno vlogo. Nenazadnje tudi raziskave kažejo, da je več samomora torej v ruralnih predelih, kot pa recimo v nekih urbanih mestnih središčih. Tudi brezposelnost se recimo povezuje z samomorilnim vedenjem. Raziskave recimo kažejo, da s tem, ko se poveča na nek način delež brezposelnih, se za nek delež poveča tudi število samomorov. Pa potem nenazadnje lahko razloge iščemo tudi v samih stališčih do samomora, do iskanja pomoči. Recimo tudi v našem okolju velikokrat slišimo, da kdo reče, ja, se kaj pa mu je drugega preostalo, pač je naredil samomor, in takšne razlage, torej, ali pa recimo, da mi poznamo nekoga, ki je umrl zaradi samomora, da je mogoče zaradi samomora umrl kakšen naš sorodnik, kak naš bližnji, in mogoče ta izpostavljenost samomoru na nek način tudi vpliva na stališče, da je mogoče tudi, ko smo mi v stiski, mogoče prej pomislimo na samomor, pa potem mogoče tudi samo stigma do iskanja pomoči, se mi zdi, da je še vedno kar precej prisotna. Torej, raziskave so tudi pokazale, da predvsem torej v predelih, v regijah, kjer je samomorilnega vedenja več, je tudi bolj prisotna ta stigma do iskanja pomoči in zaradi tega mogoče posamezniki potem ne poiščejo pomoči, ker jih je recimo strah, kaj bo pa zdaj rekla okolica, kaj si bo mislila okolica. Tako da to so mogoče eni izmed razlogov, seveda so lahko še drugi, bi pa želela poudariti predvsem to, da je samomorilno vedenje kompleksno, da torej ne moremo najti enega dejavnika ali pa enega samega vzroka, zakaj do samomorilnega vedenja pride, mogoče toliko. Ja, zdaj, ko smo se pogovarjali, dejansko se spomni, mi je se utrnila misel, ko sem imela pogovor z tudi psihologinjo Majo Fridov, ne, je rekla, da dejansko ta zatekanje po pomoč se sicer z leti spreminja, ne. Tudi če gledava ta graf, ko je bil v času covida, je bil malo povišano, pač statistika teh samomorov, zdaj pa je potem začela malo padati, kar je spodbudno, ne. Torej ljudje, ko imajo težave, ko so v stiski, so se začeli nekako zatekati po pomoč, ne. V bistvu midva smo se tudi prej že pogovarjali, mi smo pripravili potem tudi, je na zaslonu izpisano spisek številk, kontaktov, kamor se lahko potem tudi ljudje obrnejo, če so v stiski, ker je dejansko pomoči je ogromno, ne. Je pa res, da se mi zdi, da pridejo ljudje, ko so v tej stiski na točki, da mogoče kateri pa nekako ne znajo narediti koraka in poiskati pomoč. Kaj takrat narediti? Ja, torej se mi zdi, da je v družbi prisotno še kar precej mitov, mogoče, ki onemogočajo iskanje pomoči ali pa ki pripomorejo k temu, da posameznik mogoče ne poišče pomoči. In bi želela tukaj poudariti, da pri samomorih gre torej za smrti, ki jih je mogoče preprečevati, da je res pomembno, da torej naslovimo stiske, da se pogovarjamo o tem, je pa zelo težko torej spregovoriti o tem. Mogoče bi dala kot na nek način primerjavo, da včasih je že nam težko vprašati nekoga, kako se počuti, a mogoče razmišlja o samomoru, pa da potem mogoče pomislimo, kako težko pa mora biti šele tisti drugi osebi, ki mogoče razmišlja o samomoru, ki je trenutno v stiski, kako težko mora še biti njej, torej da o tem spregovori. Zdaj obstajajo tudi določene smernice, torej kako začeti ta pogovor oziroma mogoče bolj na nek način okvir, kako ta pogovor naj poteka.
recimo naša namestnica vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora, Vita Poštovan, je pripravila takšen priročnik z naslovom Pogovor o samomoru, ki v 5 korakih na nek način predstavi, na kak način začeti ta pogovor, kako mogoče izpeljati tisti prvi pogovor, torej če se posameznik znajde v stiski. Zdaj mogoče, kaj je tisti prvi korak, je predvsem to, da mogoče razmislimo, se mogoče pripravimo, kdaj, ob katerem času, katera lokacija bi bila mogoče najbolj primerna za tak pogovor, da mogoče tega pogovora ne izpeljemo nujno, ne vem, ko še zraven prisotnih 10 drugih oseb, ko smo v družbi, ampak mogoče, ne vem, med kakšnimi aktivnostmi, ki jih tudi sicer počnemo, oziroma da najdemo nek prostor, pa tudi dovolj časa, da se tak pogovor lahko izpelje. Mogoče se mi zdi pomembno tudi to, da mogoče razmislimo o besedah, ki bi jih uporabili. Se mi zdi, da včasih ta beseda samomor gre kar težko z jezika, pa da mogoče potem pomislimo, katere pa bi bile tiste druge besede, ki so nam mogoče bliže, da potem vprašamo po samomorilnih mislih, vprašamo o tem, ali bi si oseba želela kaj narediti. Recimo lahko uporabimo besede, lahko uporabimo bolj direktne, bolj indirektne pristope, da recimo vprašamo, torej, ali si kdaj že razmišljal o tem, da bi ti mogoče bilo bolje, da se več ne bi zbudil, ali pa mogoče tudi izhajamo iz tega, da recimo rečemo, da se ljudje, ki so v stiski, lahko znajdejo tudi z mislimi, da torej razmišljajo o samomoru. Ali si tudi ti kdaj torej pomislijo na samomor, tudi ti razmišljaš trenutno o samomoru, pa potem tudi bolj direktne pristope, torej da direktno vprašamo, ali razmišljaš o samomoru. Tukaj se mi mogoče zdi pomembno predvsem to, torej da vprašamo, šele na to pa se mi zdi bolj pomembno, na kak način vprašamo. Že to odpiranje prostora za naslavljanje stisk, se mi zdi, da je tisti prvi korak, torej iskanja pomoči. Zdaj vseeno pa mogoče kakšne besede ali pa fraze, ki mogoče niso najboljše, recimo, če bi začeli pogovor, saj ne razmišljaš, da bi naredil kaj neumnega, ali pa saj si ne boš nič naredil, ne. Se mi zdi, da takšna vprašanja na nek način že malo obsojajo, da mogoče posameznik ima te misli, pa mogoče se potem lahko čuti posameznik, kot da je breme drugemu, mogoče sploh noče torej priznati teh misli. Seveda pa se mi zdi zelo pomembno nasloviti tudi to, da če bomo recimo vprašali posameznika, ali razmišljaš o samomoru, da se mogoče zavedamo, da lahko dobimo odgovor tudi da, pač razmišljamo o tem, ne? Da se mogoče tudi pred takšnim pogovorom malo pripravimo na to, recimo kakšna občutja se lahko pojavijo pri nas, recimo ali bomo, ne vem, mogoče občutili jezo, žalost, krivdo, ker mogoče stiske nismo dovolj hitro prepoznali, da mogoče pomislimo tudi na to in da ne naše dodatno torej obremenjujemo posameznika. Torej, zdaj recimo, ko vprašamo, pa recimo dobimo odgovor, da razmišljam o samomoru, pa potem je zelo pomembno, da mogoče ne iščemo nekih hitrih rešitev. Se mi zdi, da smo ljudje kar naravnani na to, da želimo hitro pomagati, pa hitro poiskati pomoč. Je pa v tem primeru torej zelo pomembno, da se na nek način pogovarjamo o teh temah. Mogoče smo mi bili tista prva oseba, ki je oseba v stiski ji zaupala, torej o čem razmišlja, in je pomembno, da tudi raziskujemo zdaj samo situacijo, da mogoče preverimo, kako je s prisotnostjo samomorilnih misli, ali so prisotne ves čas v določenem obdobju, ali kdaj se stiska poglablja, ima oseba mogoče že izdelan načrt, torej kako bi želela umreti. Recimo, da se naslovijo res tisti razlogi, zakaj si oseba želi umreti, pa na drugi strani tudi, da preverimo, kakšni pa so zdaj razlogi za življenje. Ker ko govorimo o samomoru, velikokrat govorimo o pač samomorilnem procesu.
Torej, pri samomorilnem vedenju je v ozadju samomorilnega procesa prisotno tudi veliko ambivalentnosti. Torej, na eni strani ta želja po smrti, na drugi strani pa tudi želja po življenju. In zato je pomembno, da torej tekom pogovora ne naslavljamo samo razlogov za smrt, ampak da raziskujemo tudi razloge za življenje. Tukaj lahko, torej, ko vprašamo posameznika, je zelo pomembno, da se recimo časovno omejimo, da recimo vprašamo pa, kaj bi ti pa recimo, zakaj je vredno živeti samo še en dan, samo še en teden, mogoče obdobje, ne vem, enega leta ali pa obdobje, 10 let je mogoče za posameznika v stiski lahko predolgo, to obdobje recimo enega dneva, enega tedna pa je mogoče nekoliko lažje posamezniku predstavlja manj stresa. Zdaj, ko se pogovarjamo o razlogih za življenje, se mogoče lahko zgodi tudi, da posameznik reče, pač ni razloga za življenje, so samo tisti razlogi za smrt. In tukaj je res pomembno, torej, da vztrajamo, da vseeno poskušamo najti vsaj nekaj razlogov za življenje. Recimo lahko posameznika vprašamo, recimo, kdo bi te pogrešal, to so lahko osebe, to so lahko recimo tudi živali, recimo lahko gremo tudi raziskovati, kaj je osebo v preteklosti veselilo, kaj je v preteklosti pomagalo, kaj si bi mogoče iz preteklosti želela, da se zgodi tudi v prihodnosti, tako da na nek način raziskujemo tudi to, zakaj je vredno živeti. Tina, ko smo se lih pogovarjale in vem, da naprimer prebrala sem knjigo od Ane Kamenik, ona v bistvu je izgubila svojega očeta, ki je storil samomor. In tu sem se prepoznala, ker tudi sama imam to osebno zgodbo, da je moja sestra, takrat sem še obedve smo v bistvu bile mladoletne, storila samomor. In tudi Ana o tem govori, ne, vsi ti vejo povedati, ja, da so znaki, ne. Ampak jaz teh znakov nisem opazila, ne vem, ali jih ne vemo opaziti, in isto je Ana rekla, ne, isto je napisala, nisem zaznala, da se oče od mene takrat poslavlja, ne. In jaz bi isto rekla, ne, in pol so rekli, če bi vedela, vedno je potem tisti če, ne, kako opaziti te znake, kaj je, vi kot strokovnjaki, ko delate, verjetno res rečete, je neki signal, ki ti da rdečo luč, ko moraš začeti razmišljati drugače, in reči, sestra je v stiski, mora mi pomagati. Ja, mogoče za ozadje bi mogoče želela razložiti samomorilni proces, kako poteka, pa se mogoče potem lahko navežemo na razloge. Torej, pri samomorilnem procesu gre za kompleksen proces in samomor na nek način predstavlja tisti zadnji delček. Torej, se pa prej zgodijo različne faze, torej recimo od misli, potem načrta, lahko tudi poskusa, do nenazadnje tudi smrti zaradi samomora, pri čemer bi želela poudariti, da ta proces ni vedno linearen, torej da se kakšne faze lahko tudi preskočijo. Recimo v začetku so lahko prisotne kakšne negativne misli, da recimo posameznik razmišlja, da bi bilo mogoče bolje, če ga več ne bi bilo. To lahko potem preide v kakšne pasivne misli, da bi mogoče bilo bolje, da se več ne bi zbudili. Misli so potem vedno lahko bolj aktivne, posameznik tudi začne razmišljati o načinu, kako bi torej umrl, in lahko potem to vodi tudi do poskus ali pa nenazadnje tudi do smrti zaradi samomora. Zdaj, mogoče zakaj je samomorilno vedenje težko preučevati pa tudi preprečevati? Zaradi tega, ker recimo misli pa tudi nameni okolice običajno niso vidne. Torej recimo, če ne povprašamo potem, če oseba o tem ne spregovori, je zelo težko zaznati torej neke znake stiske. So pa potem recimo vedenja, kakšna sprememba v vedenju, recimo tudi poskusi, ki jih tudi okolica lažje zazna. Se pa posamezniki med sebojno tudi razlikujejo, torej do kolikšne mere so pripravljeni torej govoriti o svojih stiskah, tako da se mi zdi, da je včasih težava tudi to. Zdaj, mogoče kakšni bi lahko bili znaki, torej lahko najdemo kakšne recimo spremembe v vedenju, da recimo
oseba več se ne udejstvuje v kakšnih aktivnostih, v katerih se je prej udejstvovala, ali pa recimo, da se oseba začne poslavljati, da mogoče razda svoje stvari, da mogoče drugim zaupa kakšna gesla, potem tudi recimo kakšne spremembe v razpoloženju, kakšno depresivno razpoloženje, jeza, agresija, kakšna impulzivnost. Vse to so lahko torej neki znaki, lahko pa se potem opiramo tudi na recimo izjave, ki jih posamezniki dajo, saj podatki tudi kažejo, da osebe na tak ali drugačen način, torej bolj posredno ali neposredno, včasih pred samomorom oziroma v veliki meri tudi spregovorijo. Je pa mogoče te pač izjave tudi spregledati. Se mi zdi, da dostikrat tudi mi tako v pogovoru za hec rečemo, ne vem, zdaj pa je situacija takšna, bi se najrajši ubila, pa mogoče sploh ne mislimo tega tako, ne. Je pa vseeno pomembno, torej, da takšne izjave zaznamo, da jih tudi naslovimo in da se o tem pogovarjamo, ne. Da mogoče raziščemo, kaj pa je zdaj v ozadju, da je oseba to rekla, so pa potem mogoče tudi kakšne druge izjave, ki so torej bolj direktne, da oseba pač reče, naredila bom samomor. Kaj bi lahko rekli čisto na kratko, govori se tudi o tej psihološki prvi pomoči, kjeri so tisti prvi koraki? Se mi zdi, da mogoče to, da smo pripravljeni naslavljati te tematike, se mi zdi, da en mit, ki je mogoče tudi kar tako zelo prisoten tudi v našem okolju, je to, da če bomo zdaj posameznika vprašali, ali ima samomorilne misli, mu bomo pa zdaj dali idejo. Ne, ampak temu ni tako. Torej, raziskave kažejo, da bojo posamezniki, ki mogoče o samomoru ne razmišljajo, pač povedali, ne, o tem pa še nisem razmišljal, moja stiska pa mogoče še ni tako velika. Na drugi strani pa potem osebe, ki pa mogoče razmišljajo o samomoru, dobijo priložnost, prostor, torej da lahko spregovorijo o teh temah. Pa mogoče raziskave tudi kažejo tukaj, da posamezniki, ki so torej spregovorili o svojih stiski, o samomorilnem vedenju, velikokrat tudi rečejo, da če nekdo drug ne bi vprašal, če nekdo drug ne bi torej naslovil te tematike, oni sami tega pač ne bi naredili oziroma o tem ne bi spregovorili, ker se jim velikokrat zdi, da pač bojo drugim breme, da zdaj bojo svojo stisko še obremenjevali drugega. Se mi pa zdi pač zelo pomembno, da se o teh stiskah pogovarjamo, da tudi posameznik stiski vidi, torej, da pomoč obstaja, da mu stojimo ob strani, da ni sam. Če mi da prideva do tega, da v bistvu jaz mogoče začnem neki kontakt, spostavim, jaz sem vseeno še vedno laik, ne, poskušam pač s pogovorom pomagati, ne. Kdaj je tisti ključni trenutek, ko pa je potrebno nekoga potem preobrniti, v bistvu nasloviti na strokovno pomoč? Se mi zdi, da mogoče, če se pogovarjate o tem, kako prisotne so te misli, ali ima oseba že izdelan načrt, ne? Torej, po nekem daljšem časovnem obdobju, če so te misli pogoste, če ima oseba izdelan načrt, je vsekakor pomembno, torej, da se obrnemo tudi na strokovno pomoč. Mogoče tudi, če mi kot laik, torej ne vemo, kaj naj zdaj naredimo, obstajajo tudi različne telefonske številke, kamor lahko tudi mi pokličemo, pa recimo vprašamo, skrbi me za prijatelje, ne vem, kaj naj naredim, a mi lahko vi svetujete. Lahko ta klic opravimo tudi z prijateljem, z bližnjim, pa mogoče kot laik lahko se mogoče tudi izobrazimo, da pogledamo, kateri pa so zdaj viri pomoči v moje okolici, recimo, a so to je lahko osebni zdravnik, lahko so to razne svetovalnice, recimo posvet, lahko je to center za krepitev zdravja za mladostnike, za odrasle. Tako da tudi mi mogoče se malo izobrazimo o tem, torej kateri viri pomoči so na voljo, pa potem seveda recimo, če je sama situacija urgentna, torej da če ima oseba izdelan načrt, če recimo že ve metodo, kdaj bo torej poskušala umreti zaradi samomora, da takrat tudi recimo vključimo torej nujno pomoč, torej da pokličemo 112. Takrat je pa že potem res ključno hitro ukrepanje, ne? Tako.
Zdaj smo kar dosti govorili, je bila bolj debat, mislim, smo se posvetili temu, da v bistvu, ko imamo osebo, ki ima ti samomorilna nagnjenja. Zdaj, kaj pa potem, ko pride do samomora, ko se samomor naredi, bom rekla, dosti trpijo potem tudi svojci. Tudi Ana lepo opisuje, da pač ne ve pojasniti te grozne bolečine, ki se zgodi. In ravno to, ne, ker velikokrat, mislim, sem imela tudi že izkušnje iz okolice, da so bili, ne vem, neki bližnji ali sorodniki ali znanci ali kakorkoli, da nekako so bili soočeni, da je prišlo v družini do samomora. In dosti je bilo tudi takih, da so mogoče rekli, joj, veš, mi smo pa ugledna družina, pri nas se to ne more zgoditi, pa mi se dobro razumemo, pa je to res sunkovito, kar naenkrat se pojavi. In potem okolica se mi zdi, da je zelo nerodna pri odreagiranju. No? Tudi jaz iz mojih izkušenj, pa potem mogoče, ko sem tudi Ano ko sem brala to knjigo, sem rekla, ja, pa res smo malo nerodni, ne vejo, kaj pristopiti, kaj rečejo, tiste prve besede so včasih grozno, mislim, naporne, mislim, ali napačne, ali kakorkoli, ne. Tudi tista beseda, saj bo boljše, ne, v tistem trenutku ne vem, če vejo, o čem govorijo, no. Ja. Kako pa potem tudi s svojci? Ja, se mi zdi, da okolica mogoče včasih želi izraziti podporo, pa ne ve čisto točno na kak način, pa potem mogoče reče nekaj, zato da reče nekaj, ker se mogoče pričakuje, torej da nekaj rečemo, pa recimo, tako kot ste rekli, ne vem, vse bo boljše, ali pa, ne vem, je bila že takšna božja volja, ali pa ne vem, vse v vsaki slabi stvari je nekaj dobrega, ne, se mi zdi, da to lahko povzroči neko dodatno stisko, še mogoče dodatne občutke krivde pri svojcih. In zato se mi zdi mogoče pomembneje, da mogoče rečemo, pač seveda izrazimo sožalje, torej da je oseba umrla, hkrati pa tudi povemo, torej ne vemo, kako se ti počutiš, ne vem sploh, kaj naj jaz rečem, kaj so prave besede, ampak recimo vedi, da sem tukaj zate, da sem ti na voljo, koliko boš pripravljen, lahko o tem spregovoriš tudi z mano. In se mi zdi zelo pomembno, torej pač povedati tako, kot je. Torej, nimamo pravih besed, ne vemo nujno, kako se oseba počuti, hkrati pa, da ji damo prostor za pogovor. Pa tukaj je pomembno tudi to, da mogoče osebe ne silimo, torej v pogovor mogoče danes, ne vem, čez en teden, čez en mesec, še ni pravi čas, bo pa oseba potem mogoče, ne vem, čez pol leta se spomnila, se obrnila na nas, pa mogoče smo takrat pripravljeni na tak pogovor. Pri čemer je zelo pomembno, torej, da svojcev tudi ne obsojamo, zaradi tega, ker so predvsem pri smrti zaradi samomora lahko prisotna različna čustva, torej tudi jeza, krivda, žalost in je pomembno predvsem to sprejemanje torej posameznika, svojcev, torej njihove izgube, njihovega doživljanja. Ravno tu sem potem hotela nadaljevati, ne? Ker v bistvu ti izgubiš nekoga, ki ti je res blizu, res ti je težko, bolečina je neznosna, ne? Ampak se mi pa zdi, da dejansko potem živeti naprej je pa bistveno težje, ne? V bistvu iščeš razloge, zakaj je do tega prišlo, krivdo na sebe vališ, ne veš več, kako živeti, ne? In če si bil še res v tesnem odnosu s to osebo, to je nepredstavljivo. In ravno tu me je potem, kako si lahko v bistvu mi pomagamo svojca, ampak kako si lahko tudi ti sam pomagaš, ne? Ker ali so tudi napadi tesnobe, mislim, vsak drugače doživlja, kako si lahko pomagamo in kako lahko mogoče tudi mi pomagamo svojcem. Ja, se mi zdi, da pri samomoru je res pomembno to razumevanje kompleksnosti, ne? Torej, da so številni dejavniki, ki so pripomogli k temu, da je oseba umrla zaradi samomora, da včasih se samomor zgodi kljub temu, da recimo je oseba vodena, torej strokovno, recimo ima psihiatrično pomoč, ima krog podpore, ima družino, ki stoji ob strani, pa do samomora še vedno pride. In se mi zdi, da so ti občutki krivde, razmišljanje za nazaj, zakaj nisem prepoznal stiske, zakaj nisem naredil tega pa tega, lahko zelo prisotni, ne? Se mi zdi, da je potem res težko se
na nek način sprijazniti samo situacijo, mogoče se sprijazniti s tem, da mogoče nikoli ne bomo imeli odgovorov, vseh odgovorov, torej zakaj je ta oseba naredila samomor oziroma zakaj je umrla zaradi samomora. Pač oseba je bila v stiski, verjetno je imela takšen tunelski vid, je razmišljala torej o sebi, o svoji stiski, pa mogoče se takrat ni ozirala toliko na okolico, kaj bo pa zdaj to pomenilo za okolico. Recimo v preteklosti so študije govorile, da naj bi zaradi samomora bilo, naj bi se samomor dotaknil vsaj 6 posameznikov, zdaj novejše raziskave pa govorijo o številki 135, ne. Tako da samomor se posredno, neposredno dotakne torej širše okolice in se mi zdi res pomembno mogoče to zavedanje, da pač smo naredili v dani situaciji vse, kar smo lahko in da pač do samomora je mogoče prišlo, hkrati pa da imamo tudi zavedanje, da viri pomoči so na voljo, da je pač pomembna ta destigmatizacija, da se pogovarjamo o stiskah, o iskanju pomoči, pa tudi recimo, če se kot svojci znajdemo v stiski, tudi torej zaradi smrti oziroma samomora bližnjega, da tudi mi prosimo za pomoč, da tudi mi poiščemo strokovno pomoč, če jo potrebujemo. Če se pa mogoče dotakneva mlajših, ne, starejši, imamo potem že neko bolj razvite te stvari, bi rekla. No. Kako pa potem lahko odrasli pomagamo mladostnikom? To je pa precej težko področje. Ja, se mi zdi, da mogoče so lahko prisotni tudi kakšni znaki pri mladostnikih, predvsem kakšne spremembe v vedenju, čeprav so na drugi strani spremembe na nek način tudi značilni del mladostništva. In je potem včasih težko zdaj ločiti, kaj pa je zdaj neka sprememba, ki je normativna, torej ki je značilna za odrasle, za odraščanje, kaj pa je zdaj neka sprememba, ki pa že nakazuje na težave. Tako da smo mogoče pozorni na tudi kakšne izjave, če oseba mogoče razdaja svoje stvari, če recimo se poslovi od prijateljev, mogoče tudi kakšno medvrstniško nasilje, pa tukaj ni zdaj pomembno, torej da smo pozorni samo na osebe, ki so žrtev medvrstniškega nasilja, ampak so stiske lahko prisotne tudi pri osebah, ki izvajajo medvrstniško nasilje, potem da smo pozorni na kakšne izjave, če recimo mladostnik reče, saj ti več ne bo treba skrbeti zame. Torej, da smo mogoče pozorni na take znake in če prepoznamo stisko, da nas tudi ni strah vprašati, torej po samomorilnem vedenju, po samomorilnih mislih, ker mogoče mi lažje zaznamo torej kakšne spremembe, kakšne stiske, kot pa da osebo mogoče najprej torej napotimo k strokovnjaku, da mogoče že mi malo preverimo, da torej damo prostor za pogovor in potem seveda skupaj z skupnimi močmi iščemo pomoč. Se mi zdi, da mogoče v obdobju mladostništva so prisotne tudi različne ovire, zaradi katerih mladostniki ne poiščejo pomoči. Sploh težava je to zanašanje nase, kjer se mogoče mladostnikom zdi, da zdaj pa so že toliko stari, da bi sami mogli pač sprejemati odločitve, da bi sami mogli reševati svoje stiske, da torej veliko odgovornosti je že na njih, tako da bi tudi sami mogli proučiti svojo stisko oziroma reševati svojo stisko. Potem prisotna je tudi veliko sramu, pa tega, kaj bo pa zdaj rekla okolica ali pa kako bo reagirala zdaj recimo učiteljica, če jaz tudi zaupam svojo stisko in nenazadnje mogoče je koga tudi sram priznati, jaz pa imam samomorilne misli, razmišljam o tem. Tako da se mi zdi, da je pomembno tudi ozaveščanje pač o tem, da ovire sicer so prisotne, ampak hkrati, da je pomembno tudi iskanje pomoči in mladostniki mogoče včasih tudi nimajo pregleda nad tem, kdo v njihovi okolici pa vse je lahko na voljo za pomoč. To je recimo lahko trener, lahko je to, ne vem, učitelj športne vzgoje ali pa pač nek učitelj, s katerim se dobro razumejo, lahko je to, ne vem, kak drug sorodnik, ne. Torej, ta mogoče
razmislijo, kakšna pa je zdaj njihova mreža pomoči, pa vseeno obstajajo tudi različne telefonske številke, na katere se lahko obrnejo, recimo Tom telefon ali pa spletna svetovalnica, to sem jaz, kjer tudi lahko zapišejo o svojih stiskah. Mogoče predvsem to zavedanje, da torej mogoče je nekomu težko spregovoriti, mu je pa mogoče lažje poklicati ali pa torej zapisati o svoji stiski. Ok, Tina, najlepša hvala. Mislim, da smo kar na široko poskušali opredeliti, kako si pomagati, kako prepoznati vse tiste neke kratke nasvete. Najbolj pa ključno je vseeno te telefonske podpore, ki jih imamo preko spleta. Mnogo je pomoči in takrat, ko se znajdemo v taki stiski, je najbolj pomembno, da poiščemo pomoč in da se obrnemo na nekoga, ki mu zaupamo. Tako. Hvala lepa za obisk in srečno. Srečno.